se pravi pokaževa na nek tak neusiljiv način, da pač nisi softič, no, a veš kaj mislim, če ti si upaš pokazati svoji punci ali pa ženi, da jo imaš rad, koliko je to v bistvu lepo, koliko je to malo moških sposobnih, no tako. Danes je z mano Tjaša, mlada in priljubljena pevka, ki v večini časa nastopa skupaj z svojim možem Urošom v duetu, če lahko temu rečemo, Tjaša in Uroš. Drugače, širša javnost je spoznala v oddaji X Factor, bila pa tudi članica različnih muziklov, ansamblov, posula tudi glas risanim junakom. Poleg tega, da je pevka, podjetnica, pa ima še eno ljubezen in sicer tudi mamica in družina je res veliko pomeni. Tjaša, dobrodošla. Wow, kakšna napoved, koliko stvari se ukvarjam, tole kaj en povzame. Zdaj si še ne ugotovila, ne? Pa moja babi skrbijo, veš, da nič ne delam, ko imam SP. Tjaša, daj mi povej začetek, kako se je začel tvoj dan? Že zelo zgodaj, 5:30 je zvonila mala človeška budilkica, da ima dovolj, ne? Mami. Tako da o 5:30 brez kave, ker imam kavomat na popravilu, tako da lahko bi bilo boljš, ni bilo pa za nič. Bo zdaj z mačo spila, pa bo boost energije. Bi probala. Kako se pa ponavadi začne nek tvoj sestanek oziroma druženje s prijateljicami? Kaj si naročiš? Gin. Mislim, če že ni neka zgodnja ura, no, da ga še ne točijo. Od 10 naprej pa že, ne? Ne, drugače, s prijateljicami gin. Če je pa pač poslovni sestank, pa kakšna kavica. Pa rečo, ne? Ja, pa ne moraš že takoj kart pokazati. Ja, ne. Še skrit pol. Šala. Daj mi povej, kako se je začela tvoja pevska kariera? Veliko ljudi te pozna po X Factorju, pa verjetno se je ljubezen do petja rodila že pred tem, ne? Ja, v osnovni šoli vem, da smo imeli en musical smo delali in je takrat prišel korepetirati, se pravi spremljati s klavirjem Tomaž Pirnat in on je bil tudi dirigent v mladinskem pevskem zboru RTV Slovenije in on je takrat mene slišal pet in je prišel do moje mami, da jaz moram nujno začeti k njemu tja v zbor hoditi pet in da bi me on tudi vozil, samo da bom jaz lahko pač hodila tja. In takrat smo mi pol v bistvu ugotovili, da ni bila samo tista scena naša Tjaška rada poje, ampak da je še nekdo drug porajal to oziroma ne pač kot prepoznal nek talent v meni. In takrat sem pol jaz malo bolj resno se začela. Koliko si stara takrat? Ja, kaj sem? 9. razred, tam nekje, no. Ja, 9. razred, z 9. v prvi letnik, no. Tako pa hodila sem v glasbeno šolo že kot za glasbilo, za kitaro. In tam je tudi mene kar v zadnjem letniku kitare, me je v bistvu profesor kar sam prijavil na audicijo za solo petje klasiko v glasbeni šoli in me pokliče, čez 1 uro imaš audicijo, sem te prijavil. sem šla in sem se pol začela tam učiti, sicer sem šla pol k privat učiteljem, tudi kasneje nisem pol dejansko končala solo petja tudi v glasbeni šoli, no, na ta način. Ampak ja, tako se je pol začelo, no, pol malo kasneje v rani mladosti, a ne pa je ta želja po potrditvi nekako še bolj rasla in sem se pol odločila takrat prijaviti na X Factor, tam se je pa pol vse skupaj začelo odvijati, no, od tam naprej je pa štejem nekako za aktivno pevsko kariero oziroma ali pa vsaj neke res zametke le-te, no. Kdaj si se pa odločila, da bo to tvoj glavni biznis, da bo to tvoje bistvo poslanstvo? Že skozi sem jaz bila to odločena. Ni pa bilo skozi to izvedljivo, se pravi, mi dva z Urošem sva si oba želela tega, kar imava točno zdaj, se pravi, da bova oba živela od glasbe, ampak je bilo treba prezrihtati stanovanjski problem, pač dojenček in tako naprej, neko finančno stabilnost sva si hotela pač zagotoviti, tako da sva oba pač čakala in delala in trdo garala do trenutka, ko sva pač si to lahko privoščila in ja, zdaj dejansko živiva to, kar sva si od nekdaj želela. Koliko si pa bila stara, ko si šla na X Factor? Kaj jaz vem? 17. 16, 17, ja, ne 17 po moje, tako. Glih pred maturo. 18 pol. Pol je bilo že 18. Ne vem. Pol je zelo 18, ja. Mladoletna še. Zakaj si se pa odločila za sodelovanje? Ja, takrat, a veš, to je bil edini način, kako si ti
takrat prodrl na sceno, se mi zdi, no, če nimaš nekega ozadja, zaledja v smislu moj sorodnik je ne vem, ki je v tej industriji, pa te lahko je to, se mi zdi, da je najboljša instant vstopna točka. Pol pa pač eni se obdržijo, eni pa pač ne. Pa se v družini že kjer prej ukvarjal s petjem profesionalno? Ne. Torej, ti si bila čisto prva. Ja, oba z Urošem so v bistvu izhajava iz se pravi, pevski renome familiji. Tako in po eni strani, zdaj, ko gledava za nazaj, je to, si štejeva ful v velik uspeh, pač nisva imela tega zaledja, da bi lahko rekla, ampak to ima ta zato, ker pač, itak, Tako da, in tudi za naprej jaz za Lori, če bi izkazala interes, imam občutek, da jo bom jaz prej bremzala, kakor pa, porivala v to kolesje prezgodaj, ali kako ne rečem, tako, da ji bo prej beden, da sem jaz njena mat, kar pa kaj drugega. Kako se je pa od X-Factorja naprej razvijala tvoja glasbena kariera? Kaj so bili naslednji koraki? Do sem, ko ste danes. Ja, potem sem pa naredila en tak radikalen prestop v narodno-zabavne vode. Pač itak odraščala sem celo življenje tle v Dobu pri Domžalah. Sosedi. Ja. In to je pač vas, in tle je bila harmonika že odskos, ampak jaz sem pač hodila na Šubičevo gimnazijo, in tam je bilo to harmonika, In pač kot zelo taka najstnica, labilna, sem pač tudi jaz se tega nažela in nekaj časa tudi jaz nisem prebavljala harmonike oziroma na ta žanr nisem gledala kot, da je v tem tudi lahko kaj kvalitetnega, tako. Pol smo pa pač ne vem kako, pač takrat smo se najdeli s tistimi fanti za foro najprej, pa se je pa kar razvil v nekaj resnega in jaz sem tudi ugotovila, da pač kakšna so snemanja, kako je to, pač dobila sem ogromno ene kilometrine, spoznala sem ogromno enih kvalitetnih izvajalcev pač tudi v tem žanru in meni je dala narodno-zabavna glasba ful veliko širino, hkrati pa tudi bazo poslušalcev, ki so v bistvu ostali z mano od takrat in mi še zdaj sledijo, tudi če niso moje poti več v narodno-zabavni glasbi. Koliko časa nazaj si pa nehala z narodno-zabavno? 2016 po moje. Ja, 2016 sem zapustila takrat tudi ansambl, kjer sem pela ansambl Jureta Zajca in pa sva z Urošem začela s tem duetom malo kasneje, tako da... Nam še malo povej, kako ste se z Urošem spoznala, kako je to potekalo? Imate na isti dan rojsten dan, to sem zasledila. To je pa usoda. Pač mi dva sva tako cringe, da kar kriči vse okrog naju, ampak ne, mi doma drugače 2 zgodbi, kako sva se spoznala. Jaz se prvič ne spomnim, da sva se spoznala. On me je hotel spoznati, ampak se ne spomnim. Ta drugič, ko sva se pa spoznala, je bilo pa na teh špilih oziroma po špilih, ko smo se mi dobivala, veš, tam okrog 3-4 zjutraj, ko je bilo vse drug zaprt, samo pumpe, ne? Ja. No, tam smo se pa pol mi dobivali na kavicah in tam sva se pol malo zavohala, spoznala in tako. Pol sva se pa kar malo veliko družiti začela in pol sva ugotovila, koliko ima v bistvu skupnega. In ja, pa je bilo pa samo še vprašanje časa, kdaj bova pač to official začela. No, tako da glede petja sva se pa začela en let kasneje ukvarjati skupaj. Se pravi, najprej sva bila samo par, vsak je pel v svojem bendu, tako ni bilo neke niti želje ali pa ideje o tem. Potem smo bili pa na enem praznovanju pri nas doma in to pri nas so zmer meni težili, da sem jaz tisto kitaro, pa mi je bilo vedno beden to, ker ne igram jaz ful dobro kitare, niti nisem nikoli zares marala igrati, in pol je pa končen Uroš prišel, on je pa pač igra kitaro, in so njega pol zdaj dobili na piko, da on pač mora to špilati in sva takrat zapela in se je v bistvu ful dobro slišala, sva se zelo dobro pobarvala. Pa so pa kar ene parkrat probala, vzela sva kitaro takrat v Bovc, ko sva šla na dopust in sva šla k enemu slapu Virje, sva se tam usedla, posnela nek cover in ga objavila na Facebook za foro, pač tako, in takrat je pa to šlo, ogromno enih ljudi se je odzvalo, da hočejo še in pa so bilo tako. Koliko let so nazaj? 2016, ja. Takrat, ko si pol ti je z ansamblu končala. Tako. Malo kasneje, jaz sem še pela v ansamblu. Ja, pa so se pa začele toliko stvari te križati,
pa tudi interesi, pa hkrati vozličke. Jaz sem imela ful težave z glasilkami, ker narodno-zabavni špili so drvarski špili. To je 8 ur 5, a veš, petek, greš domov, se naspiš z silo, na nov špil, 8 do 10 ur spet 5, po možnosti še nedelja in mene je skuril čistno. Tako da jaz sem tudi zaradi tega pač nehala se ukvarjati s tem, ker je bilo enostavno prenaporno. Kako si jo pol te vozličke rešila? S pravilno pevsko tehniko, obiskvala sem foniatra, da smo pogledali, kakšno je stanje. Prvo rundo sem mogla biti en mesec tiho, sicer to ni bila najbolj konvencionalna, niti ni rešila na dolgi rok pač te moje težave, ker so se mi pol tudi ponovili, ker ni fora, da ti odpraviš vozličke, ti moraš odpraviti razlog, zakaj nastajajo. In jaz sem pol šele drugo rundo, sem potem tudi k logopedini začela hoditi, veš, za motnje govora, ker sem ugotovila, da pač jaz imam dejansko z govorom si največ škode delama. In delala sem takrat še v šoli, sinhronizirala risanke, za vikende pa še pela. Jaz sem skozi uporabljala glasilke. In je bilo preobremenjenost je bila. Tako da, ko sem pol skenslala določene stvari, pa s pravilno pevsko tehniko. Pa zdaj nimaš težav? Ne, zdaj pa vse v redu. No, super, to je v redu, ja. Daj še malo ve, kako je pa nastopati skupaj s partnerjem? Fajn, no. Drugač, s tekim je zmer zabavno nastopati, on ima zmer kakšno foro v rokavu, tako da ni dolg čas, no. Tako, včasih pač itak, tako kot vsi pari, se kaj spička, opala, se kaj skregava. Ampak delava tudi na tem, da to sprot rešujeva, zato da to ne vpliva pol na naju, ker pač ni profesionalno, da mi to pol na teren nosva, to, kar pač se mi dva doma ne morava zmeniti, tako da ful delava na tem, da še preden greva od doma, da probava rešiti te stvari. No. Koliko časa na dan pa pol v bistvu skupaj delata? Jaz si ne predstavljam, koliko je to, pač imaš neko pevsko kariero in koliko je nekaj vaje, koliko je nekaj skupnega časa morate preživeti. Vaje, nimava nič. Mi dva sva dva holdrata, veš, to ni tako, zdaj pa vsako jutro delam vaje za glas in ne vem kaj, res holdre, pač tako vse prej kot neko tisto tipično pevsko življenje, ki ga pač mogoče drugi glasbeniki prakticirajo, no. Pri nama je tako, da imava tokenga dela še poleg pač glasbe, da med tednom imam jaz večinoma delo za računalnikom, ker pač imam jaz booking čez vseh teh privat stvari, se pravi poroke. In tega je, vidim, da ful, da sta aktivna 100 na uro na poroke. Letos imava čez 70 porok. Noro. Pač v letošnji sezoni, se pravi od maja do oktobra. Tako, to pomeni 2-3 minimalno na soboto, kakšne sobote tudi po 5-6. In je pač organizacija. Zdajle je noro in točno to, no, pač tega ping-ponganja z maili je ogromno in pol vsako soboto, ko objavlja video, kako smo se imeli, se vsuje nov naval mailov in je pač, nič ne jamram, ampak je pa, pač vzame pa veliko časa tudi to, no. Uroš tudi aktivno sinhronizira, mi dva oba delava, mislim, da v 5 študijih oba, Uroš celo v 6 različnih študijih snemava risanke. Tako da se nama doma med tednom velikrat poti križajo, nisva zdaj doma, pa da ima imeti sestank, pa bla bla bla. Vikende smo pa tudi po, ne vem, cel dan skupaj, pač, ker je treba delati, ker je delovnik razvlečen od zjutraj do pač noči, tako da zelo niha, zelo razgibano, ni rutine, no. Poleg tega imaš pa še ti spletno trgovino Seveda Mata. Še to en biznis zraven, pa ti albumi. To se mi je v bistvu na začetku, imela sem par idej, kako bi lahko te stvari, malo sem bila tudi pod pritiskom družbe, ker so bili vsi tako, zdaj boš pustila službo v šoli, zdaj pa moraš ti ta dohodek nazaj not prinesti, pa bla bla bla, in sem bila tako, jaz si moram zdaj nek šiht ustvariti in zdaj to spletno trgovino, ki je pa zdaj ne pofolgam sploh pač, in je, ker se je pač toliko drugih stvari odprla, in moram reči, da je zelo obstranski biznis, no, da nimava neke Ni to glavni. Te strategije, kako zdaj to prodajati. Imamo pa ful dobre izdelke, ful sem vložila dušo noter, da zdaj nimam cajt prodati tega.
pač, ful dober, ampak ja, mogoče bi mogla še enega zaposliti sam za to. Širite biznisa. Sam ti si pol nehala v šoli delati, ko si bila konc porodniške? Ja, šla sem na porodniško in po koncu porodniške samo nisem podaljšala pogodbe in pač sem odprla SP. Da si še sveža v bistvu. Ja, dost frišna je, malo topla. Da mi še povej, da si toliko na očeh javnosti, da si prepoznana oseba, kako se s tem soočaš? Večino časa kar v redu, ni moteče, nisem imela nekih tako slabih izkušenj še, da bi rekla. Bilo je samo enkrat v savni, to je bilo edini enkrat, ko sem prišla ven iz savne, veš ti rdeča ka paradajz in ena pride, ste vi ona pevka, dober dan, evo, a se ova pogledala, a bo mer zdaj, no, pač tako, v savni mi pa res ni cool, da pridejo do mene ljudje. Načeloma pa ni nekih slabih tako izkušenj, mi zdi, da sem sama vse bolj pod pritiskom zdaj glede lori in vzgoje v javnosti, da grem jaz nekam v štacuno in da se njej neki spunta, da se začne mi tamle da ne, lela, da bo ona idla sladoled, pa ne vem kaj vse. Takrat pa moram reči, da če ne bi bila na očeh javnosti, bi bila po moje bolj skulirana, oziroma bi se mi malo bolj fučkal, kaj se ljudje mislijo okrog mene, tako sem pa pač zelo moj bog, da me pa videli. Tako da, ampak vse koncev, vse imamo vsi, a ne, ki imamo otroke. Ja, vsi vemo, kje smo. A ne, no, vse. Kakva je situacija. Ja, tako da to. Pa biti prepoznaven težje v težkih trenutkih v življenju, mislim, kako je takrat, ko imaš kakšne težke situacije, ki si jih imela, kako se takrat spopada z neko javnostjo pa javno prepoznavnostjo? Ja, smotanje. Tako, če si bolj ekstrovertiran oziroma odprt svojimi sledilci, ne, se pravi, da z njimi deliš več kot, ne vem, običajni slehernik. Pač, potem s tem pride tudi, da potem ljudje pričakujejo, da tudi ko kaj ne bo okej, ali pa, a ne tako, če bo pač do kakšnega problema prišlo, ali pa kakorkoli, da bodo to od tebe oni tudi slišali, ne? Da boš se ti zdaj njim tudi oglasil. Takrat pa to ni najlažje početi. Se mi zdi, da ljudje premalo se zavedajo, a ne, da je pač Instagram realnost, ki jo se jo mi odločimo pokazati. Se pravi, to je vpogled v nekaj minut v mojem življenju, a ne, tudi če so te minute govorijo o neki izkušnji lepi in tako naprej, še ne pomeni, da a ne pač jaz razdam celo svoje življenje, ne tako. Hkrati, a ne, pač se je treba zavedati, da so v našem življenju tudi ljudje, ki mogoče nočejo biti izpostavljeni ali pa tako, ne. V primeru moje mami, ona ni želela, da se razlaga o njeni bolezni, niti kaj šele po internetu, ampak tudi tako prijateljem in tako naprej, ne. In v tem primeru je bilo zelo težko, ko so pač ljudje pristopali do mene, sploh, a ne, jaz sem še celo pesem naredila, a ne, pač takrat, ko je bila mami še živa, smo naredili z Ognjenimi, takrat z Urošem, takrat sem bila še v Narodno zabavnih in je bil festivalen in smo zmagali na festivalu, jaz sem naredila takrat pesem za mami v smislu motivacije, no, pač na ta način, a ne, in da tokrat je že sfajtala, da bo še, a ne, tako, in so ljudje zvedeli, da ima moja mami rak, a ne, in pol je to kar postal nek objekt small talka, pač, da se bomo pa mi v tem pogovarjali, kako pa, kaj mami, in ko je njej zdravstveno stanje pešalo, je bilo zelo težko, a ne pač ta small talk preživljati. Hkrati pa isto glede splava, ne, pač isto glede te nosečnosti, a veš, kakor se mal zrediš, pač jaz zdaj že dobivam, ne, a si spet noseča, a si spet nisem. Zredila sem se. In a ne, pač v takih trenutkih je zelo smotano. Ljudje nimajo filtra, ljudje nimajo občutka, da te besede lahko zabolijo, a ne, sploh recimo takrat, ko sem imela splav, a ne, in pol te besede, a si noseča spet, pač malo fuck off, ne, pač ne vem, kako ti dopuščaš grde besede, se opravičujem. Očitno jih. Ne, si. Včas malo kapne mi. Ja. Teda, ja, ok, hvala. Tako da ja, no, takrat je zelo težko, no, se s tem spopadati, ampak se trudim tudi jaz o tem ozaveščati, se mi zdi, da... Ja, ful, zato sem te vprašala, ko vidim, da si pač odprta glede tega, da poveš stvari in se mi zdi to ful pomembno. Tako, no, vse to, ne, ker marsikdo se sploh ne zaveda, da svojim vprašanjem, ne vem, prizadene nekomu pač bolečino in
mogoče samo toliko, da se na vsake toliko spomni, do kje je še pač tista zdrava meja radovednosti, kje je pa pač, tle gremo pa čez mejo, ne, tle pa meja. Tako da, ja. Kaj pa je v bistvu point tvojega Instagrama? Zakaj pač ga imaš, a veš? Ja. A to zaradi glasbe, a to zaradi tega? Nimam pojma, pač ni, pri meni je zelo malo stvari načrtovanih, ali pa tako, a veš, skrbno premisljenih, zdaj bo pa, takrat bo to izdala, zdaj, ko se obetajo malo večji projekti v smislu Uroš in Tjaša, ja, so določene stvari načrtovane že za, ne vem, en let, pol leta naprej, ampak kar se pa tiče mojega tega profila, nimam ne rdeče, niti to, kar se mi pač trenutno dogaja, pač, a ne, če imava ful koncertov, pač objavljam ful koncertov, če imava pač familiarni dopust, pa pač se javam iz tam, Nimaš načrtovano po dnevih, ono. Ne. Tudi sodelovanja izbiram izključno na podlagi, pač, a mi sede neki ali ne, pač jaz sem recimo, se ne vem zdaj, lahko deva reči, da sem jaz fenica telefonov jabučne znamke, eni so mi pa hoteli sodelovanje ponuditi za hruško znamko. In pač nisem ga sprejela, pa bi bilo lahko ful plačano, pa sem lahko imela tistega telefona, ker prisegam na to, ne, in pri meni nikoli ni bil to glavni primarni vir dohodka in se mi zdi, da če jih že sprejmem, jih naredim tako, da je lušten, pa da, a ne... Se nekaj imaš, nimaš pa veliko. Točno to, se to, tako da minimalno, ampak lih za dost, da je malo za zraven. Dajmo se še lotiti malo te glasbe in tega, na kak način iščeš nek navdih za ustvarjanje glasbe, kako poteka ta ustvarjalni del pri vama? Pri nama je pa Steki odgovoren za kreativo, no? Kar se tiče muzike, jaz večino stvari kar njemu prepuščam. Mava tle tako razdeljeno, jaz imam biznis pa vse ostalo, on ima pa kreativo v smislu pesmi. Pri nama to tako zgleda, da Steki ima gor svoj man cave in gre gor ima jamo. V glavnem ima svojo sobo glasbeno, kjer pripravi demote, se pravi, se posname s kitaro, zapoje zraven to svojo idejo, ki jo ima, in potem jaz preposlušam. In če mi je všeč, gre naprej v naslednji krog. Če mi ni, pač gre v predal in ga mogoče potegneva ven čez nekaj časa, ko doraste, ali pa ko dobi kakšno novo idejo, ali pa tako, ampak načeloma je pravilo, da se morava oba strinjati, da je obema fajn. Tako da, pa ko gremo v tle, se gre pa pač delati aranžma ponavadi naredi vodja najinga benda, in potem pač se posname zadeva v studiu. Glih zdajle namreč snemava najin drug album, in se zdaj snimajo bobni in potem se bojo kitare in tako naprej. No, tako da to je zelo, zelo zapleten proces oziroma pač dolgotrajajoč proces. No, tako, in tudi ne prav poceni proces. Ampak se ful veseliva, spet je naredil toliko enih lepih komadov Uroš, da sem imela kar težavo, kjer je zbrati zdajle za to, za na album, in je tako, no, se res veseliva leta, ki je pred nama. No, tako, da pa bo live ta album? Album, glih danes smo določili, da pride oktobra. Tako da, saj to, tako da v oktobru pride album ven in bo bomba, no. Bodo spet koncerti potem? Ja, spet bojo koncerti, en ful velik se nam obita, ampak ne smeš še nič povedati, ampak to bo pa, pač, jaz sem že zdajle kurjo pot, ker razlagam o tem, to bo pa res noro. Pridemo. Ja, pridite res. Zakaj misliš, da je vajina glasba tako priljubljena? Kaj je ljudem tisto, kar jim je tako všeč, da so koncerti tako dobro obiskani, da vam ali tako radi, da vabijo na poroke tako masovno? Jaz mislim, da zato, ker sva pristna, veš, ker ni veliko stvari narejenih pri nama, ne, tako, ker sva doma, tako sva tudi na Instagramu, tako sva tudi v živo, tako sva tudi na koncertih konc koncev, ne, pač in pri nama je tudi zanimiv, midva teh napovedi, ki jih imava pred komadi, midva se nič ne pripravljamo pač vmes, midva, to je vse improliga in se mi zdi, da je ljudem to všeč, ker pač sva konc koncev, ne, le navaden par, a ne, ki pač še zna pet za zraven, ne, ampak tudi mi, da se srečujeva z vsemi stvarmi, s katerimi se pač vsak par srečuje in se mi zdi, da ljudje to verjamejo, ne, poleg tega se imava pa pač tudi rada in je,
Se mi zdi, da je to se vidi tisti glaven. No, ponovno, ta pristnost, da se ljudje lahko z nečim poistovetijo. Ker zdaj na tej sceni je toliko enih idealov, pa a ne tako neke take realnosti, ki je večini nedosegljiva, mi dva pač not prenašava eno tako sapico realnosti, s katero se ful lažje poistovetijo. Po mojem, da zato. Ja, jaz sem, ko sem bila na koncertu, zdaj, ko ste ga imela v domu, in sem ga pelala zraven, in pa ne, pa jaz ne grem, pač me to ne poslušam. Sem pej zraven, pač, a veš, tukaj je, itak je blizu, no, pa to. In pa je bil tako navdušen. In pa je bilo še pa najboljše, ko ste zaključila z ob tebi od Game Over. Ja. In da so skrivaj fana Game Over, mislim, poslušala. Ja, tudi. Ja, ta generacija taka, ne? In pa je bilo sam tako, ful je bilo fajn. Pač, ko, redko da je to reče, in tako, ja, sem rekla, si moraš malo kakve stvari probati, no? Da res zna, da pač, ko je meni je bilo všeč, ful, pač te klepe pesmi, dober izbor pesmi, pa tisti humor, ko ga imate, pa sproščenost, se mi zdi, da res naredi. Nekaj, kar večina nima, no. Ja, pač pri nama je res zanimiv. Najna publika je v 90% ženska. Ja. Pač samo večina nama ženske sledijo, tudi so zelo aktivne, komentirajo, ful rade, lajkajo vsebine, tako res jim je top in pač tudi zelo redko se zgodi, da je želja. Jaz bi pa rad, da nam Uroš in Tjaša pojeta na poroki. Ja, moški so tako. In so ponavadi moški prikolce na najnih koncertih, ampak tako, kot si rekla, večina je na koncu koncerta drugega mnenja, kot je bila, preden je prišla sem. No? Tako da nama je to tudi ful dobro, no? Da pač v bistvu pridobivava moško publiko na to stran. Se mi zdi, da je moškim ta romantika, a veš, da so tako, Marija, zdaj pa še, a veš, tako. Ampak se mi zdi, da se pravi pokaževa na nek tak nevsiljiv način, da pač nisi blesal, če si zaljubljen, nisi zdaj, a ne pač tako slabi, ne vem kako, kjera beseda je, softič, no, a veš kaj mislim, če ti si upaš pokazati svoji punci ali pa ženi, da jo imaš rad, pač, a ne tako, in koliko je to v bistvu lepo, koliko je to malo moških sposobnih, no tako, opogumljava moške. Tako, odlično, to si se lepo izrazila. Pa se vidi, da tudi vzamete, da je čist čas za sebe, glede na to, da delate skupaj, živite skupaj, imate otroka, a imate tiste kakšne trenutke, ko si reče, da to je pa zdaj sam za najo? Ja, to je pa v bistvu največji izziv zdajle. Mi dva pač res veliko delava, ne, in ta mala je pač čez vikend, ne, se pravi v soboto, v varstvu, a ne vedno pri kakšnemu drugemu sorodniku, a ne, in tako. In nama je res grozen še dodatno jo dajati v varstvo in prositi nekoga za varstvo konc koncev, zato da greva midva na dejt. To je zdajle res težko usklajevati, no? To pa moram priznati. In se mora prav prisiliti, no, da kdaj po kakšni poroki ali pa tako, če ne končava prav pozen, da takrat izkoristiva tisti čas ali pa da si doma kaj narediva, ampak tako, no, vse veš, če si doma, ni isto, no, in se mi pa zdi, da je vsakič lažje, no, z vsakim mesecem, ki je starejša, je lažje, je bolj izvedljivo, tako da imate zelo sezonsko v bistvu delo, če gleda. Ja, zelo sezonsko, čeprav pozimi so pa zdaj koncerti, veš, da imamo svoj band ta drugo sezono in se v bistvu nič ni umiril, kaj pravzaprav res, no, tako da ja, je pa res, da so te sobote so tako zelo nasičene, no, zdajle ta poletje je itak zelo hektičen, ampak tako, mislim, da bo čez, ne vem, neke pol leta to bistveno lažje že usklajevati. Sva si pa to tudi pač vzela kot, a ne pač eno od posledic družine, a ne, se pravi z majhnim otrokom, a ne pač ne moreš čisto vsega početi prej isto, kot si, a ne, ko sva bila brez otroka. Pa se fejst spremenilo vajno življenje, odkar sta dobila hčerkico? Se je, pa se ni. Se pravi, sva stremela k temu, da se bo pač otrok prilagodil najnemu stilu življenja, a ne, in temu še zdaj stremiva in tudi pač več kot očitno se zelo dobro prilagaja. Kar eni obsojajo, drugi spet ne, a ne, pač, ampak, lej, pač tako pač je pri nama. Se pa je spremenila, veš, zvečer una rutinca pred spanjem, bla, 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 kdaj bomo doma na uro gledati, kdaj je jedla, kdaj je to, pač ogromno enega prilagajanja, no? Ene organizacije, enih korakov naprej zamisliti, organizacija v glavnem je bistveno bolj, pač zdajle trpi, kakor pa je takrat, ko so bila brez nje, no? Tako da to se je najbolj spremenilo. Pa seveda ti ni žal, ne? Ne,
Absolutno ne. In tako, kot sem rekel, z vsakim mesecem je boljš, zdaj že tako dobro komunicira in se vse da zmeniti. Ja, ni fajn, ko začne razumeti vse. Kako dobro, pa vse že pove, pa tako, no. Ker nek drug nivo, jaz nisem rekel, meni se zdi, da je vedno lažje. Kaj ne reče, ja, vedno je težje, meni se zdi vedno lažje. Je pa res, da ko pa pride drugi otrok, vsi pravijo zdaj, da jim je dal po... Ja. Tako da, to že slišim. Ne vem, če na Lori Kredinka. Raz se Filip rekel, prvi in zadnji, to je to. Uroš je tudi. Jaz sem tako, jaz si ne bi še čist vrat zaprla, on je bil tako, jaz si ne predstavljam zdaj še zdaj, jaz si ne predstavljam jaz si ne predstavljam zdaj še enega. Tako da, jaz sicer še malo dopuščam možnost, da bi imela 2, ampak ne, definitivno pa še ne zdaj. Ja. Ne. On je, lih bo delek malo iz plenic ven, zakaj bi si to še enkrat naredila? Ja. Kako je biti zate mamica in pevka hkrati? V bistvu si že nekaj povedala, ampak misliš, da je to nek tak, da boš nadaljevala ta cikel, ki ga ima zdaj, ste se nekaj ujeli, zdaj ste rekla, da ste se res posvetila karieri, šla si iz službe. Si zadovoljna zadnje pol leta, ko si se neko tako drugo vlogo v drugi vlogi znašla? Ja, itak. Pač to bo, upam, da se bo to zmer prepletalo, da bo petje nekaj, kar bo ostalo v mojem življenju, a ne stalnica, tudi ko se bom pač postarala, ker ne bom več mladenka, ne, tako. Ampak je težko, zdaj je zelo težko sklejevati to dvoje. No. To, se spomnim lani, ko smo imeli koncerte, glih ta v dobu, ki sta ga šla vidva tudi pogledat, smo naredili tonsko, sem letela domov, tam malo na Joško, spat, babi glej in jaz grem v glavnem to je bilo res, a veš, ostali z bendom so uživali, so se tam bili v backstage, ne vem kaj, jaz sem letela dojiti domov ali pa uspavati ali pa, a ne tako, nikoli zares ne odklopiš, jaz vem, da ko sem na terenu pa tam mala je v varstvu, jaz, ko mi čakam, da mi kdo kakšno slikco pošle, kako se ima fajn in tako, da sem pol malo bolj mirna, ampak ja, pač tako, kot sem rekla, no, otrok se prilagodi najnemu življenju in jaz mislim, da Lori ne bo nič traumirana, zato ker bo njena mati pač se mi zdi, da je vedno bolj važna kvaliteta kot kvantiteta na koncu. Ne? Ja, absolutno. Se pa tudi trudim, da recimo SP je hitro lahko služba, ki traja kar 24 ur na dan. In če se ne znaš samo odklopiti od nje, in to pa imam zdaj, ko je Lori v vrtcu, si vzamem čas, da delam, če mi ne rata do, ne vem, 2:30 vsega narediti, pač naslednji dan naredim naprej. Pač ne. In jo grem iskat in ko pač jo grem iskat v vrtec, sva do večera pač smo skupaj in se imamo kul in je aktivno preživeti čas. No, tako da tudi tisto eno soboto, a ne pač, če naj v pol ni zdaj nekaj tako. Pa to je super, da imate varstvo, pa da imate sorodnike. Pa tudi ona je navajena vseh ljudi, vse pozna, nič ni panike, tako da jaz mislim, da ji daje vprej neke izkušnje za življenje dragocene, kakor pa da jo traumirava. Imaš za prihodnost kakšno posebno željo, kak izziv, kar si želiš moč spremeniti, narediti, kakšni so plani za naprej? Velikih koncertih si govorila, to ne smeš več povedati, ampak tako še kakšne druge stvari. Tako, kar se glasbe tiče, imava zelo velike plane, največje do zdaj, zelo se jih veselim, jaz res upam, da bo šlo vse tako, kot mora, da se pač tudi realizirajo. Načeloma pa, kar se pa osebnosti tiče, pa tudi zelo veliko delam na sebi, no, jaz sem se kar pošteno srečala z izgorelostjo v začetku tega leta in sem si poiskala tudi pomoč, hodim na psihoterapije in zelo, zelo delam na sebi. No, tako se mi zdi tudi to pomemben razbiti ta tabu, no, da delo na sebi je neskončno, no? Ne neha se. Zelo pomembno. Tako, no, in ogromno ljudi, sploh mladih, zdajle je pač toliko prežeto z nekimi pričakovanji družbe, družine in pač res je drugače biti zdaj mlad, kot je bilo 50 let nazaj, no, res je drugače in smo konstantno pod stresom in marsikjer ga to odpele in sem vesela, da mene ni, da sem si še ta prav cajt pač poiskala pomoč in delam zelo na sebi, no, da spremenim določene aspekte tudi glede sebe. No, to je super, že v bistvu skoro vsaki pogovor, ko ga imam, pridem do te teme in res dejansko vse
uspešne ženske imajo to področje, kjer so gotovile, mislim, do tega spoznala, da treba delati na sebi in delajo na sebi in mi je ful všeč, da pač večina javno pove, hodim na psihoterapijo, delam na tem, izobražujem s tem področju in to je res taka ena stvar, da super, no, da se javno govori o tem. To bi mogel vsakit. Ja, se strinjam. To bi mogel vsakit, tudi če ni izgorel. Pač. To je dejansko, bi bil svet toliko lepši. Ja, če bi si čez to. Ja. Daj mi še za na koncu povej, če imaš na svet za vse tiste, ki se želijo postati pevci, pevke in hkrati usklajevati še svoje družine zraven, kaj so tiste neki triki oziroma stvari, ki se ti zdijo najbolj pomembne, da jih veš, da jih razumeš? Se pravi, prva je dobra glasbena podlaga, se pravi v smislu glasovna podlaga, da se naučiš pravilno pet, da te to ne tepe potem na dolgi rok, ker se prekuraš in tako. Ta druga je, da družina ne sme biti ovira pač pri tem, če te to nekaj veseli, da se to dvoje ne izključuje, no? Da gre lepo skupaj. Ta mindset si nekako v glavo vklopiti. Ta tretja stvar je pa skozi brcati. Pač sam ne smeš stagnirati, pa pač na starih lovorikah spati. Se mi zdi, da je to najbolj pomembno. Skozi si moraš želeti še nekaj več. Tjaša, hvala za pogovor. Tole je zelo hitro šlo mimo. Sploh nismo več spile. Ja, ni bilo časa, bomo zdaj. No. Teda hvala. Hvala tebi za povabilo. Čau.